9. maja bomo praznovali Dan Evrope. To je praznik evropskega povezovanja in sodelovanja. Dan Evrope je eden od simbolov Evropske unije, ki ga je Svet Evropske unije sprejel na vrhu v Milanu leta 1986 v spomin na deklaracijo tedanjega francoskega zunanjega ministra Roberta Schumana, predstavljeno 9. maja 1950, v kateri je predstavil svoje zamisli o organizaciji nadnacionalnega gospodarskega sodelovanja v Evropi. Te so bile leto pozneje udejanjene v Evropski skupnosti za premog in jeklo, iz katere sta pozneje išli Evropska gospodarska skupnost in Evropska unija. Zamisel od Dneva Evrope si je Evropska unija izposodila pri Svetu Evrope, ki je od leta 1964 praznoval 5. maj kot Dan Evrope, v spomin na ustanovitev Sveta Evrope 5. maja 1949. Večina Evropejcev danes upošteva 9. maj kot Dan Evrope, medtem ko so nekateri še vedno bolj naklonjeni praznovanju 5. maja, saj je bil Svet Evrope ustanovljen kot telo, ki se je zavzemalo za človekove pravice, parlamentarno demokracijo in vladavino prava, medtem ko je bil cilj Schumanovega govora postaviti temelje skupnemu upravljanju francoske in nemške premogovniške in jeklarske industrije. Simboli Evropske unije so modra zastava z 12 zvezdicami, slogan Združenju raznolikosti, Dan Evrope in himna Oda radosti. Naši četrtošolci so za nas pripravili prav posebno izvedbo evropske himne. Dan Evrope praznujemo v Ormožu že 5. zapored. V torek, 9. maja, se bomo vsi udeležili osrednje prireditve na Grajski pristavi. Učenci vseh osnovnih šol iz občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž in dijaki gimnazije Ormož raziskujemo evropske države. Svoje delo bomo v torek predstavili na stojnicah. Mi bomo letos raziskovali Poljsko. Tina, midva smo že bili na Poljskem. Pa ne samo midve, z nama so bili Matic, Nina, Nika, Larisa, Lea in Blaž. Udeležili smo se mednarodnega srečanja v projektu Erasmus+, z naslovom Home Alone. Pa da ne bi kdo mislil, naše delo nima nobene veze s Kevinom in ameriškim filmom. V projektu Home Alone gre za to, da smo deca vedno več za računalniki in s telefoni. Na ta način se ne družimo z vrstniki. Sploh se ne spomnim, kdaj smo se nazadnje dobili v mestni grobi. Saj nikom več ne gremo brez telefonov. Takoj, ko pridemo domov, pa smo že na računalnikih. Moja mama bo počasi znorela. Vidiš, zato pa imamo naš projekt, da telefone in računalnike uporabljamo v bolj pametne namene, kot pa samo štrckanje, igranje igric in bluzenje na internetu. Med drugim smo se naučili delati filme z Movie Makerjem.
przejadą koło mego sadu, do mnie nie zajadą, bo nie mam posaду. Daj, 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 daj. Nika, to si ti naredila film v Poljski, ne? To je to. Poljska je 15krat večja od naše male lepe Slovenije. Poljska ima 39 milijonov prebivalcev, Slovence pa nas je samo 2 milijona. Največje poljsko mesto je Varšava, imenovana tudi Vzhodne Benetke. Ima 1,7 milijonov prebivalcev in je na 9. mestu po številu prebivalcev med prestolnicami Evropske unije. Ja, pa mi nismo bili v Varšavi, bili smo v Poznanju. Mesto ima 550 000 prebivalcev, skupaj s predmesti pa celi milijon. Za primerjavo naše glavno mesto ima 280 000 prebivalcev, samo malo manj v Poznanju. Pa Poznan ni največje poljsko mesto, je šele na 5. mestu za Varšavo, Lodžem, Krakovom in Wrocławom. No, pa poglejmo, kako izgledajo to ta velika mesta. Złotopiórka, komód sąsiada chciał jej skubać piórka. Nie chciała mu dać, Aha. nie chciała mu dać, Aha. nie chciała mu wcale ta cholera dać. Hej! Nie chciała mu dać, Aha. nie chciała mu dać, Aha. nie chciała mu wcale ta cholera dać. I żyła kaczka, trochę dziwaczka, zamiast kaczora dolała indora. Nie chciała mu dać, Aha. nie chciała mu dać, Aha. nie chciała mu wcale ta cholera dać. Hej! Nie chciała mu dać, Aha. nie chciała mu dać, Aha. nie chciała mu wcale ta cholera dać. Koza se myśli, za jaką karę ja mam z tym capem utworzyć parę. Nie chciała mu dać, Aha. nie chciała mu dać, Aha. nie chciała mu wcale ta cholera dać. Hej! Nie chciała mu dać, Aha. nie chciała mu dać, Aha. nie chciała mu wcale ta cholera dać. Mówi do capa, capie nie Boże, spieprzaj, bo śmierdzi w całej oborze. Nie chciała mu dać, Aha. nie chciała mu dać, Aha. nie chciała mu wcale ta cholera dać. Hej! Nie chciała mu dać, Aha. nie chciała mu dać, Aha. nie chciała mu wcale ta cholera dać. A dobra na to, drogi sąsiedzie, nie będzie baba rządzić na świecie. Poljska ima bogato tradicionalno kulinarično tradicijo. Pomemben del poljske tradicionalne kulinarike so juhe, bučnate jedi, piroge, blazince z testa in meso. Glavne jedi so pretežno mesne, največ pojejo svinjine, tipične sestavine jedi so kislo zelje, kumarice, smetane, gobe, različne vrste klobas, žitarice, krompir in rdečo praso. Najbolj znana juha se imenuje žurek. To je kisla juha z belimi klobasami in trdo kuhanim jajcem. Najbolj znana mesna jed je šabovi. Svinjski zrezek panira v krušnih trpinah in postrežen s krompirjem ter s klobasami. Zelo znana sladica je makovjec, ki je rulada napolnjena z makom, sadjem in oreščki. Nekaj podobnega naši potici. Ostale sladice, ki smo jih poskusili, so krofi, packi, jabolčna pita šarlotka, torta iz skute sernik in kruh z ingverjem pjerniki. Kar se tiče pijače, je poljska specialiteta čista vodka, popestriti jo znajo z različnimi aromami in zelišči. Imajo pestro ponudbo piv. Značilno je toplo pivo z medom in začimbami. Pa na zdravje. Se spomnite, kak je bilo čudno, ko so naši gostitelji, sicer hodijo na športno gimnazijo, pravili, kak imajo treninge pred poukom, po pouku pa hodijo k tutorjem. Delovni dan za najstnike na Poljskem je dolg, naporen in definitivno drugačen od našega. Poljaki naše starosti se zbudijo zelo hitro, saj pred poukom potekajo vsi treningi, ki so že ob 7 zjutraj.
Ko pa treninga ni pred poukom, se ga lahko udeležijo še zvečer okoli 9. ure. Najbolj priljubljena športa med najstniki sta odbojka in plavanje. Dekleta trenirajo odbojko, fantje pa plavanje. Pouk se za Poljake začne ob 9. ali 10. uri, kosilo pa imajo v šoli ali po sosednji pizzeriji. Po 3. uri se učenci odpravijo domov in se posvetijo učenju. Učenci se res zavedajo pomena šole in učenja, saj se popoldan udeležijo tudi tutorstva, ki poteka za vsak predmet, kjer potrebujejo pomoč. Tutorstvo lahko poteka tudi zvečer, če niso na treningu, seveda. Pa tudi do 1 uro se vozijo v šolo. Njihov šolski sistem je tudi drugačen, ne? Ja, s šolo stopijo pri 6 letih in traja 6 let. Prva 3 leta imajo podobno kot mi eno učiteljico. Od 4. razreda dalje pa imajo predmetni pouk. Učijo se matematiko, poljščino, angleščino, znanost, glasbo, umetnost, računalništvo in zgodovino. 14-letni stopijo v gimnazijo. Rečejo ji junior high school. 3 leta imajo biologijo, kemijo, fiziko, matematiko, poljščino, angleščino, drugi tuj jezik, računalništvo, umetnost, zgodovino in geografijo. Potem imajo neke vrste državni izpit. Ko to opravijo, imajo vstopnico za 3-letni licej ali 4-letne tehnične šole. V starosti 19 let opravijo maturo, ki je vstopnica za nadaljni študij na univerzi. Študij traja ali 3 ali 5 let. To pa je drugačik, pa smo mislili, da je nam hudo. Zdaj pa vidim, da sploh ni tak. Naša Nika je prava maherka pri filmih. Naredila je še enega o tem, kaj smo delali na Poljskem, pa si ga pogledaj.
Nikolaj Kopernik, Frederik Chopin, Janez Pavel II, Marie Curie, Robert Lewandowski. Kaj ti delaš? Ponavljaš znamenite Poljake? Meni je najbolj vseh Chopin. To je toti, ki zabija gole pri Bayerne. To je slavni poljski skladatelj 19. stoletja. Bil je virtuoz na klavirju, pisal je mazurke, počasne poloneze, valčkene, preludije, balade, skerce in sonate. Pa kaj bom govoril? Bom nam zaigral njegov valček v A-molu, pa se boš mogoče spomnil, kateri je to. raziskovali Poljsko. Prvi, drugi in tretji razred boste brali pravljice in nato nanje ustvarjali. Vaše zgodbice bodo učiteljice zložile v velikansko poljsko zastavo. Četrti in peti razred boste raziskovali poljske plese in umetnost. Učenci 6. razreda boste izdelali leksikon, križanke in kvize o znamenitih osebnostih Poljske. 7. in 8. razred boste izdelovali lesene figurice, pekli kekse, izdelali lizalke in knjigo z recepti. 9. se bomo prelevili v turistične vodnike in izdelali turistične vodiče o znamenitostih Poljske. Naše delo bomo predstavili na stojnicah na skupni prireditvi ob Dnevu Evrope, ki bo v torek 9. maja. Uživajte v raziskovanju Poljske. Zob se je odprlo, takrat je nekaj zagrabilo fanta, ju dvignilo in na hrbtu vala s veliko hitrostjo odvrzelo. Nič vama več ne grozi, je fanta pomiril športnik, ki je deskal. Hura, sta se veselila Borek in Lole, rešena stvar. Kako poljski pes? Kako morski pes? Ne vem se. Bolj, Pridem pa Gleda, to razvaljata, samo ne, da ni to razvaljata. Nič je tega ne vidi. To je tako raztegano, samo prepačno malo vidi. Ne? Pač
vse da takšne količine, da morajo biti. Oto te še migajo? Dobro. Tudi ne? Še gre. Če te vas bolja spaknete. Kaj je žlico vdivala? Ja, jaz sem žlica. Ostale punce pa lahko greš snemat na rokomet. Dobro, malo. Dobro, malo.